Pozdravljeni. Tole je prvi del 9. predavanja iz NMR spektroskopije za biokemike in kemike na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. Spoznali smo se tako s heteronuklearnimi NMR eksperimenti, dvodimenzionalnimi eksperimenti in NOES eksperimenti, ki dajo povezave preko prostora. In hitro lahko ugotovimo, da se število resonanc, če uporabimo samo homonuklearne eksperimente, zelo poveča in imamo območja, kjer sicer lahko identificiramo signale, ne moremo pa jih nedvoumno niti identificirati, kaj šele signirati. In če pogledamo, da imamo levo HSQC spekter, desno pa NOES spekter istega encima ali socima, se ponudi ideja samo od sebe, da če bi pa tole uspeli skombinirati, se pravi uporabiti boljšo ločljivost takega heteronuklearnega eksperimenta, bi pa mogoče prišli naprej. In točno to se v NMR-ju uporablja. Z ilustracijo bi samo spomnil, ali pa navezal na eksperimente, ki smo jih v prejšnjem predavanju spoznali. Poglejmo nek kompleks manjšega peptida, tripeptida, ki ima 3 aminokislinske ostanke, neki modificirani, to za nas ni pomembno, ampak vsi ti 3 dušikovi atomi so izotopsko označeni. Recimo, da imamo, pride do tvorbe kompleksa tega inhibitorja s proteazo, pepsinom, proteaza je encim, ki razgraja beljakovine do polipeptidov in pravzaprav, če pogledamo samo enodimenzionalni spekter, pravzaprav kaj veliko ne moremo povedati, še celo to ne, ali je prišlo do interakcije ali ne. Potem pa smo se mi spoznali z editiranjem, imenovanim editiranjem HMQC spektrom v tem primeru. Tukaj pa na tuljavico detektorjev pripeljemo samo protonske resonance, protonov, ki so vezani na N15. Vsi drugi pa seveda ne pridejo na detektor. In vidimo, da dejansko lahko, poleg seveda glavnega signala ali pa signala topila, opazimo 3 dobro ločene signale. In s to idejo gremo lahko zdaj v razmislek. Imamo neko dvodimenzionalno ploskev, ki seveda ponudi ogromno povezav. Zdaj pa jo razpršimo v 3 ravnine. V prvi ravnini bomo imeli kemijske premike enega od teh dušikovih atomov, v drugi drugega in tretji tretjega. Tako da bi dobili podspektre za ta izotopsko označen tripeptid. In to je seveda izredna stvar. Zdaj, to je bil nekako miselni eksperiment, čeprav ga je seveda možno tudi na tak način izvesti, ampak čisto zares bomo izvajali eksperimente, ki bojo tridimenzionalni eksperimenti in bojo bolj sistematsko, ne samo pri 3 diskretnih vrednostih kemijskih premikov, ampak sistematsko v določenem spektralnem območju podali korelacije glede na kemijski premik heteroatoma, v tem primeru izotopa 15N. Predno nadaljujemo z razpravo, bi rad spomnil, da smo razpravo o dvodimenzionalnih NMR spektrih začeli s takole majhno slikico in smo rekli, imamo neko pripravo, tipično vzbudimo magnetizacijo, dovolimo, da se razvije, tipično za časa T1, ki kasneje v dvodimenzionalnem spektru da indirektno dimenzijo F1, se razvije interakcija kemijskega premika, potem izvedemo mešanje, to je tisto, ki da korelacijske signale izven diagonale, in pa čas akvizicije, v katerem dejansko zmerimo tok na tuljavi, imenovana direktna dimenzija. In po 2 Fourierjevih transformacijah smo dobili takele spektre, kjer nam položaj, definiran z 2 kemijskima premikoma oziroma resonancama v tem primeru, in pa intenziteta v veliko primerih pove o moči interakcije. Zdaj pa, če razširimo razmislek do 3 dimenzij, v bistvu naredimo druga, kot da v naš eksperiment vrinemo še en evolucijski čas in še eno mešanje. Tako da zdaj bo naš
spekter, bo v bistvu intenziteta nekih kroglic, nekih skupkov pri 3 kemijskih premikih. To je zelo splošno rečeno. V bistvu eksperimenta je pa, da imamo 2 evolucijska časa, T1 in T2, v katerih indirektno razvijamo ponavadi interakcijo kemijskega premika in akvizicijski čas T3, v katerem dejansko izmerjamo tok na daljavi, se pravi prava detekcija signala. Mislim, da je popolnoma jasno tudi, da bomo potrebovali 3 Fourierjeve transformacije, da bomo to informacijo, ki se je razvila v času T1, T2 in T3, privedli v 3 frekvenčne dimenzije ali, kot je na tej slici, tej kockici, na 3 skale kemijskega premika. 3D-NMR spektri imajo eno zanimivo lastnost, da tipično interakcije slonijo na sklopitvenih konstantah in najbolj pogosto na povezavah prek direktnih povezav, se pravi preko ene vezi, in mi vemo, da so te sklopitvene konstante sorazmerno velike. V temle primer razklopitev protona s C13 je 129 Hz, protona z dušikom je tipično okoli 90, na tej slici 92 Hz. Samo za primerjavo se spomnite recimo sklopitev amidnega protona s H-alfa protonom, je tja do 10 Hz. Zdaj, če primerjamo sklopitev, ki je preko 100 Hz, s tako ki je 10, in se spomnite, kako poteka razvoj magnetizacije zaradi sklopitvene konstante, bomo hitro ugotovili, da je razvoj zaradi teh direktnih sklopitev precej hitrejši, se pravi efekti relaksacije bojo manj izraženi. 3D eksperimenti ravno zaradi tega, ker peljemo magnetizacijo kontrolirano preko vezi, niso odvisni od konformacijskih lastnosti ali pa strukturnih lastnosti neke makromolekule. Se pravi, tukaj je nekaj karakterističnih vrednosti, ki bojo kasneje postale za nas pomembne za izvedbo določenih eksperimentov. Vidite, da je recimo CC sklopitev 35 Hz, C-alfa karbonil 15 Hz, sklopitev prek vezi C-alfa do amida, naslednja aminokislina 8 Hz. Zanimivo, amidni dušik s C-alfa lastne aminokisline 11 Hz, se pravi, dokaj podobne vrednosti sklopitvenih konstant, NC preko ene vezi ali pa preko 2 vezi. Oznake 3D eksperimentov slonijo na tem, da označimo potek magnetizacije, recimo zelo značilna sekvenca ali pa tridimenzionalni eksperiment je HNCA, že ime sugerira, da povezujemo informacijo amidnega protona preko dušika do C-alfa protonov. Tako se pravi tudi opisujemo potek magnetizacije in po drugi strani informacijo, ki bomo v takem spektru dobili. Kar nekaj eksperimentov je takih, kot je recimo HBHA, oklepaj CBCA-NH, kjer koreliramo magnetizacijo HB in HA alfa protonov z N in amidnim protonom. Pri tem, da gre magnetizacija kontrolirano preko ogljikovih resonanc, katerih kemijski premik pa ne razvijamo. Se pravi, zato so tele CB in CA sta zato oklepajo. Zdaj, kako pravzaprav predstaviti spekter? Ali pa kako celo stvar pogledati malo drugače? Mi smo se v prejšnjem predavanju spoznali s High-School eksperimentom in vemo, da je to dvodimenzionalni eksperiment, v kateri imamo v F2 protonsko dimenzijo in v F1 kemijske premike N15. Zdaj si pa zamislimo, da v tretji dimenziji razpršimo te povezave glede na kemijski premik karbonilnega ogljikovega atoma prejšnje aminokisline. In to zdaj seveda povzroči, da iz te dvodimenzionalne slike ali pa dvodimenzionalnega spektra razpršimo informacijo tri dimenzije. Popolnoma jasno je, da bo možnost,
če ne drugega, da so 3 resonance izohrone za posamezne aminokisline bo minimalna, seveda že to ponuja možnost, da bomo študirali večje in večje aminokisline oziroma proteine. Zdaj, potem pa takale predstavitev bi bila nepraktična, čeprav kocko malo obrnemo, detektiramo tok na tuljavi časa F3, kot smo pokazali, se pravi, to bo naša protonska dimenzija, ogljikova je tukaj vertikalno, tale os je dušikova. Izberemo nek kemijski premik dušika in dobimo podimenzionalno ravnino, se pravi povezave protonov in ogljikov pri izbranem kemijskem premiku dušika. In navidezno seveda lahko pomikamo to našo ravnino vzdolž tele dimenzije F2 in bomo videli, kateri korelacijski signali se tam pojavijo. In tako nekako tudi dejansko poteka analiza tridimenzionalnih spektrov. Pokaže se pa potem seveda, da velikokrat pa tako širokih spektralnih območij celega protonskega spektra ni treba, sploh če gre za eksperiment, kot je HNCO, se pa tisto, kar je pomembno, je kemijski premik amitnega protona, ki pa seveda precej ožji, recimo 7, 8, 9 ppm, ni nobene potrebe, da bi pokrivali območje alifatskih protonov, ki bo seveda prazno. Tako da pri izbranem kemijskem premiku protona, amitnega protona, ki je zvezan direktno na izotop N15 lastne aminokisline, vzdolž osi Y pokažemo, kakšen je kemijski premik C13 atoma predhodne aminokisline. Tako da dobimo takele trakove, ki jih potem seveda glede na izbrani kemijski premik dušika, ki bi ga tukaj nad vsako slikico zapisali, nad vsako, zato ima zelo intuitivno takale predstavitev ime ali pa predstavitev domin. Seveda to bomo tudi v literaturi srečali, pa tudi mi v nadaljevanju predavanja videli, kako nam to pride prav. Omenil sem že prej eksperiment HNCA, to je kemijski, se pravi NMR eksperiment, ki povezuje amidni proton z dušikom, s katerim je direktno vezan, in pa C-alfa atomom prejšnje in lastne aminokisline. Tukaj za povezavo je eksperiment, ki bi pa povezal z lastno aminokislino. Se pravi, tale eksperiment sloni na tem, da bomo magnetizacijo peljali s protona na dušik, od tam pa preko sklopitve 7 Hz, to bo seveda zamik v poznem zaporedju, ki pa bo glede na primerljivost sklopitvenih konstant s C-alfa lastne aminokisline in prejšnje, dal povezave na B, in seveda to nam odpira možnost, da se sprehodimo po peptidnem zaporedju in potrdimo ali iščemo sekvenčne povezave. Mogoče si vseeno malo oglejmo, kako pozna zaporedje izgleda. Večkrat smo že poudarili, začnemo ponavadi z bujanjem protonov, to je zaradi polarizacijskega transferja, močno ojača opažanje heterojeder in pa inverzni način delovanja, ki smo ga razložili v prejšnjem predavanju, se pravi, tudi detekcijo končamo s snemanjem protonske magnetizacije. Se pravi, kar se vmes zgodi, so pa prenosi magnetizacije na različne heterojede. Se pravi, tale naša HNCA tridimenzionalni eksperiment se začne s INEPT korakom, upam, da se ga spomnite, mi smo detaljno ga obravnavali, s tem magnetizacijo protonov prenesemo na direktno vezan dušikov atom N15. Zdaj, ker je to tridimenzionalni eksperiment, želimo razviti kemijski premik teh dušikov, to naredimo v času T1. Spomnite se, da če razvijamo določeno interakcijo, se bodo v tem času T1 razvile tudi sklopitvene konstante. In kako se tega znebimo? Z uporabo spin echo. Spomnite se, v sredini
časa T1 razklopimo proton in C-alfa z uporabo 280 stopinjskih pulzov, seveda enega na protonskem, drugega na C13 kanalu. To povzroči, da ob času T1 imamo N15 magnetizacijo, ki pa seveda se sistematsko smo povečevali T1, se je kemijski premik razvil. Potem dovolimo čas delta, v katerem se magnetizacija z dušika prenese na C-alfa. Potem pa porabimo, tukaj imamo potem še puls na protonu, to zdaj ni najbolj važen, razvijamo kemijski premik C13 alfa, vmes razklopimo interakcijo sklopitve z dušikom 15 in protonom. Samo spomnim, da seveda sta tako N15 kot NH sta spina ena polovica in tudi C-alfa, potem se magnetizacija ali pa signal razcepi v doble-dobleta in tega si seveda v spektru ne želimo. Ob koncu evolucije ogljikovih premikov z obratnim ineptom peljemo magnetizacijo nazaj na proton, katerega tudi detektiramo. Videli boste tudi, da tudi karbonilne resonance, ker imamo uniformno označen vzorec, moramo tudi karbonilne resonance razklapljati, da dobimo sklopitev C-alfa atomov s karbonilnimi. To naredimo s heteronuklearnim razklapljanjem. Tako da pravzaprav tak eksperiment ga znamo že mi razložiti, vse, kar moramo, vidimo, da je to trojno-resonančni eksperiment. Trojno-resonančni zato, ker imamo dve indirektne dimenziji, T1 in T2, in pa T3 pa res merimo tok na daljavi. In to je trojno-resonančni eksperiment. Trojno-resonančni, ker bomo v tej naši kocki, ki bo spekter, rezultat tega eksperimenta bomo imeli v eni dimenziji proton, v drugi N15 in v tretji C13. No, podoben ali pa soroden eksperiment, ki je zelo uporaben, je že omenjeni HNCO. Potem magnetizacijo s protona prenesemo v dušik. Tudi to naredimo tukaj z inept korakom. Razvijemo kemijski premik N15, prenesemo v času tau magnetizacijo na karbonil predhodne aminokisline, razvijemo kemijski premik karbonila in prenesemo nazaj na proton in seveda v času T3 detektiramo magnetizacijo. Pomen tega eksperimenta HNCO je, da pričakujemo za določen NH par samo eno povezavo s karbonilno skupino predhodne aminokisline. In to bo postalo zelo pomemben. No, eksperiment, ki se splošno uporablja pri asignaciji backbona, se pravi polipeptidne verige, je CBCA-NH. Žal, da je zmeda še večja, včasih v literaturi najdemo ime HNCA-CB. Zdaj, ta prvo je bolj sledi teku magnetizacije, ta pa mogoče bolj, kako potekajo povezave, kakšne povezave pravzaprav v spektru najdemo. Amidne protone koreliramo s C-alfa in C-beta ogljikovimi atomi lastne in predhodne aminokisline. Zdaj, mogoče niti ni treba, da pulzno sekvenco podrobno razlagamo. Vidite, da spet začnemo z inept, da razvijemo kemijski premik ogljika in vrnemo za detekcijo na T3, se pravi na toljavci protonske magnetizacije. Razvijemo v času T1 ogljikovo magnetizacijo, se pravi tako kemijske premike C-alfa in C-beta atomov in pa v drugi dimenziji kemijske premike dušika. Se pravi, tudi to bo trojno-resonančni eksperiment in trodimenzionalen. Zdaj, tak eksperiment CBCA-NH, če pogledamo malo drugače, za določeno aminokislino, seveda tukaj v tej osi na naših domenah kemijski premik amidnega protona. Potem to je ravnina ali pa naš trak pri izbranem dušikovem kemijskem premiku, ki ustreza tej aminokislini ali pa ostanku glutamin 54.
In videli smo, da CBCA-NH eksperiment da povezave s C-alfa atomi lastne aminokisline in tako C-alfa kot C-beta in pa predhodne. Se pravi, pri vsakem NH paru, ki je tukaj že označen z asignacijo adenin 57, aspartatus 70 in tako naprej, pričakujemo 4 korelacije. Seveda vprašamo se lahko, kako pa vemo, katere so povezave z lastno, katere pa s predhodno aminokislino. Malo nam pomaga intenziteta. Povezave lastne so malo močnejše, so korelacije malo močnejše, druga je pa seveda z nedvoumnimi eksperimenti, kjer seveda razločimo in potrdimo na ta način, kaj je sekvenčni in kaj je intrarezidualni korak, in tega nekaj bomo še pogledali. Pravi, to bi naredili z eksperimentom, kot je CBCA-CONH, vidite, da je C oklepaju, se pravi, magnetizacijo kontrolirano perjemo s protona H-beta in H-alfa do C-beta in C-alfa, razvijemo kemijske premike karbonilov, prenesemo magnetizacijo, se pravi C-beta in C-alfa, prenesemo na karbonil, katerega kemijski premik pa ne razvijemo, na dušik in detektiramo na protonu. Ta eksperiment pa pri izbranem kemijskem premiku amidnega protona da korelacijo na C-alfa in C-beta predhodne aminokisline. To bi bila pa zdaj ploskev pri izbranem kemijskem premiku dušika, ki seveda ustreza tej direktni korelaciji. Če zdaj skombiniramo eksperimenta CBCA-NH, ki seveda da korelacijo NH para z lastnim C-alfa in C-beta in predhodnim C-alfa, C-beta, in potem pogledamo v eksperiment, ki da pa samo sekvenčno informacijo, se pravi CBCA-CONH. Se pravi, recimo pri danem kemijskem premiku protona in ustreznega dušikovega atoma najdemo dva para C-alfa, C-beta. Potem pa gremo gledati v CBCA-CONH in seveda en od teh C-alfa in C-beta, en od teh ustreza sekvenčni povezavi. V tem eksperimentu, označen z vijolično CBCA-CONH, seveda odkrijemo nov NH. Gremo v CBCA-NH in vidimo, kakšne korelacije kaže NH par s takim protonskim in dušikovim kemijskim premikom in seveda odkrijemo C-alfa in C-beta prejšnje in lastne aminokisline. Na ta način, vidite, se pomikamo po zaporedju. In seveda ta stvar precej logično spominja na sekvenčni sprehod, ki smo se ga že dotaknili. To je bil ena predstavitev, v spektrih pa mogoče to izgleda tako, da če za dano aminokislino poleg postavimo CB-CA-NH spektr, pri izbranem amidnem kemijskem premiku opazimo po dve korelaciji na C-alfa in na C-beta protona. In rekli smo že, da intrarezidualna je močnejša. CBCA-CONH bo pa seveda dal povezavo samo na prejšnjo aminokislino. Seveda določeni premiki se morajo ujemati in ko te domine zložimo na ta način, seveda tudi nedvoumno se sprehodimo po glavni verigi našega polipeptida. Današnja grafika omogoča tudi, da enostavno spektre prekrijemo, se pravi, iskanje teh povezav potem še lažje. Zdaj, seveda, eno je poiskati sekvenčno povezavo, drugo je pa te I+1 in tako naprej zamenja s konkretnimi postanki. In seveda, take povezave potem pogledamo, katerim aminokislinam bi to ustrezalo v našem aminokislinskem zaporedju. In na ta način bi asignacija postala sekvenčno specifična. No, drug način je uporaba para CBCA-NH, ki korelira C-beta, C-alfa atome z NH
in spet da povezave tako s predhodno kot z lastno aminokislino, in pa CBCA, CONH v oklepaju, ki da povezave samo s predhodno. In v tej slikci vidimo, da seveda ta, ki da samo s predhodno, se pravi sekvenčni korak, pričakujemo pri izbranem kemijskem premiku amidnega protona in ravnina, ki definirata direktno vezan dušik, pričakujemo dve povezavi, C-alfa I-1 in C-beta-1. Ko pa pogledamo v CBCA-NH spekter, pa načelno pričakujemo po 4 povezave. Tukaj so C-alfa in C-beta so označeni z različnimi barvami, da seveda vemo, koliko korakov je magnetizacija naredila in seveda s tem tudi jasno ločimo. Zdaj, zakaj so ti eksperimenti C-beta, ki identificirajo C-beta in C-alfa kemijske premike tako zanimivi? Zato, ker imamo aminokisline, ki imajo specifične kemijske premike in nam zelo pomagajo pri identifikaciji. Zdaj smo že videli, da eksperimentov, ki korelirajo dan NH par z lastnim in pa predhodnim atomom, recimo v tem primeru HNCA, kombiniramo ali pa bomo kombinirali s HNCO-CA in seveda s kombinacijo teh dveh eksperimentov ne bo nobenega dvoma, kateri C-alfa je predhoden, kateri je naslednji. Omenili smo HNCO eksperiment, v teh razmislekih nastopa še HNCA-CO, da identificiramo karbonilno resonanco lastne kisline. In zadeva gre podobno, če HNCO da povezave amidnega para s C-karbonilnom prejšnje aminokisline, HNCA-CO pa z obema, seveda na ta način se pomikamo po aminokislinskem zaporedju, sproti beležimo asignacije, danes kar to označujemo v dvodimenzionalnih spektrih in v bistvu se nam asignacija dopolnjuje. Sloni pa vse na dejstvu ali pa na podatkih, ki jih dobimo iz teh par eksperimentov pri dani aminokislinskem ostanku, seveda se morata sekvenčni in pa lastni korelacijski signal ujeti. No, dovolite še eno ponazoritev, se pravi HNCA, recimo ločenega aminokisline, naj bo to leucin, da korelacijo z lastnim in pa predhodnim alfa protonom in to, če v takele domine vzdolž sekvence narišemo, potem pa kar ob istem, seveda gre za isti NH, z rdečo narišemo CBCA-CONH, potem zelo nazorno vidimo, kaj je treba povezati, da dosežemo sekvenčno asignacijo. No, s tem bi ta del predavanja zaključili.